lep pozdrav v nedeljskem navdihu. Najprej se bomo pogovorili oziroma najprej bom podelila svoje videnje seveda tega, kaj se dogaja v aprilu na energetskem nivoju. Potem bomo pogledali, kjer esence podprejo v tem času. In odnosi so tudi pomembna tema v aprilu, zato ker imamo se pravi polno luno na osi tehtnica in pa oven. Začela bom kar z energijami planetarnega vremena, ki nas čaka v aprilu. Namreč jaz gledam astrologijo tako nekako kot v bistvu sploh to, kar se nam približuje, kot vremensko napoved. Vreme nekako določa potem, kako se bomo obnašali. Če je napovedan dež, bomo veliko bolj verjetno vzeli marelo sabo oziroma je priporočljivo, da jo vzamemo. Če sije sonce, se temu primerno oblečemo in enako je fajn vedeti, kaj nas čaka, da lahko določene stvari prilagodimo. V aprilu bo najpomembnejša v bistvu harmonija. Če je vse v redu, plujemo lahkotno, povsod tam, kjer pa nismo v ravnovesju, nas pa stvari potem malo mečajo ven iz tira. In še posebej v odnosih je to potem vidno, ker odnosi so pravzaprav odraz tega, kar se znotraj nas dogaja. Vedno je zunanja situacija ali pa zunanja oseba tista, ki pritiska na naše triggerje. In zdaj, če mi te triggerje imamo oziroma smo na nje občutljivi, bomo sigurno drugače reagirali, kakor če imamo znotraj sebe na tem področju vzpostavljeno ravnovesje. Že marec nas je izstrelil v zelo novo obdobje, nove začetke, nove energije. Tisti, ki mogoče niste spremljali prejšnjih navdihov, pejte si jih pogledati, ker tam razložim marsikaj, kar tudi v bistvu se zdaj nadaljuje. Nikoli ni, da je zdaj en mesec pa drug mesec, pa so med sabo neodvisni, ampak se povezuje. In če spremljate to, boste ugotovili, da je zelo zanimivo, kako se stvari nadgrajujejo. Predvsem na nivoju kolektivnih energij je ogromno enih sprememb. In prejšnji teden sem dala to primerjavo, tega, kako je naše nezavedno, tako kot računalnik oziroma trdi disk na računalniku. In danes bi to malo nadgradila. To, kar se dogaja na kolektivnem nivoju, vam bo bolj razumljivo, če vam bom še enkrat tole pokazala in sem kar takole na računalnik naredila in sprintala, upam, da boste videli. Se pravi, mi smo kot en takle računalnik, ekran, tipkovnica, miška. In rekla sem, da je, se pravi, to, kar je na ekranu in to, kar v bistvu mi zavestno, kar se zavestno vidno dogaja, to je ta naš zavestni to so naša dejanja, to je tisto, kar je vidno navzven. In v odnosih nekdo drug uporablja tipkovnico in miško in sproža programe, ki so znotraj trdega diska. To je pa ponavadi ločeno, Se pravi, če pogledamo na temle, se pravi, hardware, kakor se reče, se pravi, strojna oprema, je pa tisto naše nezavedno, kjer so vsa prepričanja, kjer so v bistvu naši avtomatizmi, notranji programi, naša čustva in naše nezavedno. Potem imamo pa še, se pravi, svoj višji jaz in pa kolektivno nezavedno oziroma World Wide Web, www, kjer pa so vsi te kolektivni vzorci in na to področje pravzaprav zelo vplivajo te planeti, kot so Pluton, Saturn, Uran, ki so zdaj zelo veliki igralci. V marcu smo imeli vstop Saturna v Ribe, zdaj v bistvu nedolgo nazaj smo imeli še prestop Plutona v Vodnarja in na ta način so se spremenile informacije v kolektivnem nezavednem. Naš trdi disk, se pravi, če rečemo, da je kolektivno nezavedno kot internet, se pravi, naš trdi disk dobiva informacije iz tega
interneta, in jih potem dovaja tudi v naš zavestni um. Zdaj pa glede na to, kaj je na trdem disku, se pa te informacije tudi potem povezujejo. To je približno tako, kot vsi veste, Windowsi ali pa tudi zdaj telefoni se skozi neki posodabljajo. Skozi se neki posodabljajo, skozi so neke nadgradnje, ki kar tečejo v zadju, ne da bi mi zavestno to sprožili. In enako je s temi kolektivnimi vidiki teh planetov, in Saturn in Pluton. In to seveda potem vpliva na vse, kar je že na našem trdem disku. In v bistvu, glede na to, kakšne filtre, pa kjere antivirusne programe imamo naštimane v svojem nezavednem, se potem to seveda odraža tudi v odnosih. In prvi tak, se pravi dogodek v aprilu, bo že omenjena polna luna, ki bo v Tehtnici. Ni samo to, kar je polna luna, ponavadi pomembno, ampak tudi, kaj se dogaja okrog. In v samem, se pravi, energetskem kontekstu ni vedno vse točno na tisti dan, tisto minuto, ampak se stvari odvijajo že prej, oziroma bolj kot se mi priklapljamo tudi na ta internet, bolj se stvari tudi malo časovno zabrišajo, se lahko začnejo stvari že prej, trajajo dlje, tudi recimo, če je kakšna polna luna, lahko že en teden prej določene stvari čutite. Recimo jaz zdaj, ko sem brala to, kako luna v Tehtnici, odnosi in vse to funkcionira, sem se na nek način priklopila tudi na te energije Tehtnice. In kar se mi dogaja zdaj že par dni in je bilo tako, kje pa, kako pa, zakaj? In mi nič ni bilo jasno, dokler ni bilo, seveda, Tehtnica je, da imam kar naenkrat težave z odločitvami. Ampak to tako, se mi zdi, da je na voljo cel kup enih možnosti in sploh ne vem, za katero naj se odločim. In se tako 5-krat premislim in 3-krat drugače odločam in pol na koncu nekaj čist tretjega naredim. In to so čist take enostavne zadeve, kot kam naj peljem psa na sprehod, kaj naj skuham, a naj grem po čemaž zdele, a naj grem pol, a naj grem, a ga bom danes dala v solato, a bom naredila juho, a bom tako prav, sploh ne vem, kaj bi. Tako je ena taka zmeda znotraj mene, ki mi ni naravna, ki ni, bom rekla, povezana prav z mano, običajno se mi to ne dogaja. In je bilo tako prav, to je ta, skozi neko tehtanje, neko odločanje, kaj bi bilo boljš, kako bi bilo bolj, kaj je bolj v ravnovesju s tem, kako se zdaj počutim. Tako da na ta način so stvari zelo lahko fluidne, tudi v tem smislu, da ni vedno na datum vse, ampak je malo prej, pa tudi še malo pol. In zato je, se pravi, v četrtek 6. aprila, ko je polna luna v Tehtnici, Sonce je pa na drugi strani v Ovnu, in zraven je zelo blizu tudi planet Jupiter. Jupiter je tisti planet razširitve, je planet, se pravi, ki je vse big, ki je vse veliko, vse je na veliko, nič ni skromnega, vse je pokaži se, daj sebe ven. In tako imamo na eni strani luno, ki je ta čustveni aspekt, ki je povezana bolj z žensko energijo, z nezavednim, na drugi strani imamo pa Sonce in pa zraven Jupitra, ki pa sta na nek način bolj ta moški aspekt, moška energija. In ko sem to gledala, je bilo to tako, in to je taka velika, dramatična energija, to je tako, jaz, sploh, ker je vse skupaj, jaz veliki, veliki jaz, recimo, in to so veliki načrti, recimo, Aleksandar veliki, veliki načrti. Ampak na drugi strani je pa ta luna v Tehtnici. In to je tako, predstavljajte si, da greste na en izlet z avtobusom, se pravi, so še drugi ljudje vključeni. In ta Jupiter pa Sonce sta tako, kot vodič pa šofer,
dajmo reči, to eni osebi, ki je tak zelo karizmatičen, zelo tako, jaz vem, kam gremo, jaz vas bom pripeljal, jaz bom to naredil, to bo najboljši izlet na tem svetu. In on reče, zdaj gremo, gor dol, nima veze, zdajle sem se jaz odločil, da mi gremo, Luna v tehtnici je pa tista, ki reče, hej, a lahko sam preverimo, če smo vsi na avtobusu, če so vsi prišli, pa če so vsi na ta pravem avtobusu, da gremo vsi na isti izlet, v isto smer, in zbalansira ta veliki jaz in jaz bom vodil in jaz bom vse, ki ne upošteva, da so še udeleženci tega izleta, ki so na avtobusu. In zdaj, če to preslikamo v odnose, kje je znotraj nas ta energija, jaz vem, kam gremo, pa jaz imam prav, pa jaz bom to zrihtal, pa jaz bom, in kje je znotraj teh naših odnosov pa ta energija, ki reče, čakaj, a pa gremo vsi v isto smer, a pa smo vsi na istem avtobusu, a so vsi prisotni najprej, dajmo poskrbeti, pa a so sedeži na avtobusu dovolj udobni, a vam je vsem udobno, in to ravnovesje, je prisotno, ali pa neravnovesje, je lahko prisotno znotraj vsakega med nami, in fajn je vedeti, da če vas bo v to smer nekako, da bojo energije šle, in vas malo pritiskale in malo spodbujale, da veste, se pravi, kako lahko uravnovesim, ali pa, lahko je pa ta ženska energija, ali pa ta luna v tehtnici zelo bom za vse druge poskrbela razen zase. In je zato ta energija Jupitra in pa Sonca tista, ki reče, kaj pa ti, kdaj boš pa ti zase poskrbela, kdaj boš pa ti poskrbela za to, da je te podobno, pa da boš sploh lahko cel izlet sfolgala, da se ne boš prekurla, Tako da to ravnovesje je lahko v eno ali pa v drugo smer. V odnosih seveda tudi med partnerima, tudi če gre samo za dve osebi, je pomembno, a sva na istem avtobusu, a se peljeva v isto smer, a imava isto vizijo, a imava iste želje, a veva, kam greva, a je ta odnos uravnovešen, ali ga vodi eden, drugi se pa vedno prilagaja. Tako da tukaj to je seveda pomembno vedeti, da imamo vsi v sebi te energije, samo izražamo jih ne toliko intenzivno. In ko pride do nekega astrološkega pojava, ki mogoče eno energijo bolj potisne, je takrat fajn, da to izkoristimo tako kot tisti veter v hrbet, da mogoče, če si do zdaj nismo upali ali pa če do zdaj nismo stvari dovolj v to smer peljali, da rečemo, uporabim ta potisk, to energijo, da to naredim. In ovnova energija je tista, ki je preboj, ki je nov začetek, ki seveda včasih rine z glavo skozi zid, ampak včasih pa nekomu prav to manjka, da enkrat pa se postavi pa reče dovolj, ali pa zdaj pa čas, da še jaz zase poskrbim, ne zmeri za druge, zdaj pa še čas, da jaz zase poskrbim. To je tisto, kar je glavno, zdaj pa ostali planeti bojo pa v bistvu nas malo sprašvali, kakšno je naše ravnovesje med umom, med tem, kar mi razmišljamo zavestno, se pravi med, bom rekla, telim delom računalnika, in pa v bistvu tem delom na trdem disku, ki je povezan z našimi čustvi, srčno energijo in s tem bolj, se pravi, z višjim jazom. Kako dobivamo preko intuicije tiste ta prave potiske oziroma tiste ta prave intuitivne vpoglede in impulze in jih potem uravnovešamo s tem našim logičnim, racionalnim. To je recimo tudi ena taka postavitev v aprilu, in pa drugo je še, kar je pa vpliv Saturna, ki je stopil v ribe, je pa strukturiranje duhovnosti v vsakdanjem življenju. Kaj zdaj to pomeni strukturiranje duhovnosti? Ali to, kar na duhovnem nivoju spoznavamo,
oziroma kar rečemo, da je naša duhovnost, poznavanje sebe, iskanje tega našega višjega potencijala, višjih nivojev naše zavesti, ali to tudi živimo. In kako to upeljujemo v vsakdanjo prakso. Zdaj, jaz sem to že en čas nazaj začutila na način, da moram res redno meditirati. Da moram res vsak dan se usesti in vsaj 20 minut odmeditirati, drugače me zelo, bom rekla, potegne v eno stran in podre ravnovesje. Druga stvar je, da res tudi tele nedeljske navdihe, pravzaprav si jih moram že prej pripraviti pa strukturirati, imam jaz lepo vse napisano, kaj moram povedati, ravno zato, ker sem ugotovila, da če ne, me v bistvu ta intuitivni del te energije kar nekam odpeljejo, kar nekam me odnesejo, potem ni tiste ali teme ali tiste smeri, ki sem jo recimo si zadala. Se pravi, gre za to ravnovesje med tem duhovnim, intuitivnim flovom, to, kar rečemo, da si s tokom, da greš s tokom, in pa to neko strukturo, ki poskrbi za to, da se stvari prizemljijo in ostanejo prizemljene. Tako da seveda so to lahko zelo take nianse, ampak zdaj odvisno od tega, kje ste, kje je vaš trenutni nivo, tam vedno začnete. In kar nas pa čaka še v aprilu, to je 21. april, je pa sončni mrk v ovnu in mrki so pa vedno intenzivne spremembe in odprejo neko obdobje. In ne samo, da imamo mrk v ovnu, naslednji dan gre še Merkur retrogradno. Tako da z 20. aprilom oziroma 21. aprilom se Merkur spet obrne retrogradno. Kar pomeni, da bomo imeli priložnost pogledati oziroma razmisliti o tem, kar se je dogajalo zdaj, recimo nekje od novega leta, ko so se energije menjale. Se pravi, Merkur nas vedno, se pravi, to zunanjo komunikacijo obrne navznoter, da se pogovorimo sami s sabo, da skomuniciramo sami s sabo, kaj se je dogajalo. In v bistvu nas bo ta Merkur povprašal, kako si pa ti upoštevala ali pa upošteval vse te energije, ki so se odvijale v zadnjih mesecih in kako si jih prenesla v prakso ali pa prenesel. Kako si upoštevala vse te nadgradnje, informacije, vse to, ali še zmeri enako živiš, enako delaš kot vedno v tistem nenehnem hrčkovem kolesu, kot hrček oziroma kot hrček na kolesu in that's it. Bojo pa čustveno izredno močni pritiski. Se pravi, ker je pa ovnova energija, ki je pa potisna, zelo močna, so pa to lahko zelo hitri, eksplozivni odzivi. Se pravi, enega samo ali se ga dotakneš in je pš. Tako da to, če ste pozorni, pol lahko veste, zdajle tole pa pač mogoče se je v tej osebi nabirali že dolgo, pa mogoče niti nima veze z mano, ampak sem pač samo pritisnila in je name to zdaj zlil, kar je imel za zlit, ali pa ta človek, ali pa ta oseba. Primerjava oziroma prispodoba, pa tukaj vem, da boste vse gospodinje, pa vsi, kdaj kuhate, se našli, je, a veste tist, kad date pač lonc na štedilnik, neki vred, pa date ogenj, da boja čim prej, pa pozabite, pa gre vse čez. Se pravi, ta v bistvu izbruh ven, to, kar naenkrat vzkipi in gre ven in se preliva, in pa kaj naredite, takoj morate dati na manj pa popazati, ali pa če ujamete ta prav trenutek, da date na manj ogenj, da se zadeva umiri, taka nihanja bojo tam nekje v drugi polovici aprila. Tako da bodite pozorni, rabimo neki, da pomagamo vsem tem energijam, ki se bildajo spodja, nek brbotajo,
pa da jih umirimo, ne? Da je to da ne gre vse čez iz tega lonca, ampak da ujamemo ta pravo razmerje med temperaturo in tem vretjem, ne? Sam pol bo dobra juhca, ne? Oziroma tisto, kar se kuha. Tako da v esenci, v mešanici za april je v tem mesecu češnjalika sliva. To je esenca, ki da tisto notranjo pomirjenost takrat, ko imate ta občutek, da bo šlo vse ven. In ta esenca tako lepo pomiri. To ne pomeni, da potlači dol, ampak da v bistvu vam tako servira tok, kakor je okej, da je ono vrenje glih ta pravo, da se zadeva kuha, pa da ne gre čez. Tem seveda ne dotika, ki uravnava eksplozivnost, ki uravnava te izbruhe, ki naredi. In pa ne dotika, pravzaprav je ena taka, je Bachova esenca, oziroma Bachov cvet, ki je idealen za ovne. Tako da ta ovnovska energija v tej nedotiki je že prisotna in je zato ustrezna za to obdobje. In pa mak. Rdeči mak je noter, ki pa uravnava jezo. In pa uravnava vzorce, ki smo jih dobili v primarni družini. Prej smo se pogovarjali o odnosih, večina jih izhaja iz primarne družine. Se pravi, v prejšnjih navdihih, prejšnji teden sem povedala, da tale hard disk oziroma tale hardware smo dobili od prednikov. Da nismo mi začeli čist s praznim diskom, ampak da smo dobili od prednikov že določene programe. In mak razrešuje ravno tudi to, se pravi, da pokaže, kateri vzorci so še smiselni, kateri ne, kje je mogoče potlačena jeza, ki izhaja iz teh družinskih vzorcev in jo na lep način tudi pomaga razrešiti, sprostiti, sharmonizirati. Tako da, in to je na eni strani za te eksplozivne energije, recimo zato, ker ima ta Jupiter pa sonce pa oven, nekaj na veliko. Potem na drugi strani seveda je pa energija, ki je pa bolj yin, bolj ženska, bolj povezovalna, bolj harmonična, in to pa predstavljajo v tej mešanci esence lipa, granatno jabolko in pa beli slizek. Zdaj, lipa je tista, ki pomaga, če sem rekla prej, pri maku, te družinski vzorci, pa kakšne zamere pa to, lipa pa pomaga uporabiti pa modrost prednikov, ker ni pa nujno, da so vsi programi od prednikov slabi, ali pa iz družine. In pomaga to modrost prednikov, da jo izrazimo, hkrati pa tudi pomaga pri srčni komunikaciji, da najdemo ta prave besede, da je komunikacija, ki jo imamo v odnosih, tista, ki nas zbližuje in povezuje, ne pa razdira. Tako da lipa je eno tako kolektivno drevo za Slovence, ki bi mogli to esenco kar z avioni škropiti, da bi kaj premaknili, ampak dajmo reči, eden po eden, vsak svojo esenco, pa bo tudi se bojo stvari začele drugače odvijati. Potem je pa tukaj še granatno jabolko, ki je pa res ta ženska energija, ki pa pomaga tudi, da znamo delati s čustvi, da zajamemo te valove čustev in na njih lepo plujemo, da ni to nekaj, kar bi bilo na vse strani, razpršeno, ali pa da bi nas te valovi zasuvali teh čustev, ampak nam pomaga v bistvu lepo pluti na teh čustvenih valovih, delati s temi čustvi. Hkrati pa je tudi esenca, ki lepo uravnava nezavedno in pa zavedno. Namreč esenca granatnega jabolka je narejena iz dveh esenc, da tako rečem. Ena je bila narejena na soncu s sončno metodo, ena pa na polno luno, se pravi z lunino metodo, in sta obe noter v tej esenci granatnega jabolka, kar pomeni še dodatno uravnava te nezavedne vzorce.
Še ena taka esenca, ki je bila narejena in na soncu in na luni, se pravi in na polni luni in na soncu, je pa beli slizek. Beli slizek je pa ena rožica, ki pa pomaga, da smo tukaj zdaj. Ker tako v bistvu res naredi, kar potegne noter, pa reče, da je tukaj zdaj. Zelo pomembno namreč v tem času, ko energije špricajo, ko vse brbota, vre, gre mogoče čez, je, da ne ostanemo ali v preteklosti, ali preveč v prihodnosti, ampak da smo tukaj zdaj, kaj se zdaj le dogaja. A je to, kar se je zgodilo ravno, kar res nekaj, kar je povezano s tem, kar je ta oseba rekla, naredila, ali je to nekaj, kar je prišlo zdaj iz mene ven od Bog ve kdaj, pa je bila to samo tista zadnja kaplja čez rob. In potem lahko prevzamem odgovornost za to, pa rečem, ok, tole moram pa jaz zdaj le predelati. Tako da vseh teh 6 esenc bo pomagali, da boste lepo uravnovešeno šli skozi ta mesec in jo lahko na lekarnazadušo.si že naročite tudi, da si jo v bistvu, da jo čim prej začnete jemati, da vam pomaga pri tem uravnovešanju. Zdaj, mogoče za tiste, ki ne veste, zakaj so esence tako pomembne, oziroma vam do zdaj tega še ni noben povedal. Cvetne esence so tako kot glasbene vilice. Ene udarite in jih postavite sem in potem date še ene zraven in se bojo te sinhronizirale na te ta prve. In te druge so naša čustva, so naše misli, je naša energija oziroma naše energetsko polje. In esenca da tisto najvišjo, najbolj optimalno vibracijo, na katero se potem ali naša čustva, ali naše misli, ali naša energija sinhronizira. In na ta način nas premakne iz trenutne situacije. Tako da v bistvu raztapljajo in pa tudi, se pravi, mehčajo zastalo energijo, zakrčena čustva, miselne vzorce, ki so preveč mogoče ozkogledi. Na nek način kar začnete drugače razmišljati, kar stvari se vas mogoče ne dotaknejo več toliko, ker dvignejo vašo vibracijo in s to dvignjeno oziroma drugo vibracijo drugače zaznavate situacijo. In ker drugače zaznavate situacijo, se lahko drugače odzovete. In ker se drugače odzovete, je rezultat drugačen in se začnejo spremembe. Tako da esence, to je najbolj tak, bom rekla, enostaven način mogoče razlage tega, kaj esence delajo. Seveda pa tudi sinhronizirajo ne samo naša čustva pa zavest, ampak tudi nas kot bitje sinhronizirajo z zavestjo Zemlje. Zemlja ima svojo zavest, Zemlja je v bistvu čuteč planet in tisto, kar smo v današnjem svetu res dobro dosegli, je pa ta ločenost od narave. Nismo več usklajeni ne s procesi, ne z večina, saj ne govorimo o tistih, ki so, ampak večina in kot družba nismo več povezani z naravo. In esence pomagajo, da se spet v bistvu z naravo povežemo, tudi v tem smislu, da nas lažje in hitreje umiri, ko pridemo v stik z njo. Zelo veliko ljudi pravi, ja, hodim na sprehode, ja, grem jaz ven v naravo in me pomiri. Če to redno delate, se to zgodi ravno zaradi tega, ker so v naravi energije harmonične. In del tega se tudi prenese v cvetne esence. In potem vas tudi, jaz rečem, narava hitreje prepozna, ko pridete vanjo, ko vstopite recimo iz urbanega okolja v naravo, vas hitreje prepozna in tudi hitreje harmonizira. Tako da esence v bistvu lahko uporabljamo zelo ciljno, se pravi na dva načina sta. Eden je zelo ciljno, v smislu, ok, težave imam z jezo, vzamem esenco, ki to sharmonizira in to je to. Ok, imam težave s samozavestjo, vzamem esenco, ok, težave s spanjem, v redu. To so čiste osnovne zadeve. Seveda pa esence, jaz po 15 letih dela z njimi še vedno lahko rečem, da jih, pa kljub temu, da jih delam, še vedno lahko rečem, da se imam še ogromen naučiti o njih. In spoznavam vedno znova, koliko
lahko pomagajo pri osebni rasti. Pri tem, da res, recimo, če eno esenco izberete, pa jo jemljete 1 mesec ali pa 2 meseca, res deluje na vseh nivojih in šele takrat spoznate ves njen spektr, da mu tako reči, delovanja. Ne. In vsaka esenca je tako kot oseba, ne, več plasti ima, več nivojev ima, ni samo en obraz oziroma ena stvar, ampak je zelo lahko kompleksno vse skupaj. V bistvu ta način, ta pristop, ne, je tisto, kar je mogoče malo drugače pri meni, ne, kot pri drugih. Ne. Sploh recimo tečaji Bachovih esenc, tako da pač greste na tečaj, kjer se naučite vseh 38 esenc, kaj delajo, za katere stvari se uporabljajo in to je to in potem to delate. Če pa vi res razumete, se pravi v ozadju mehanizme delovanja in kaj se dogaja, potem pa lahko pravzaprav delate s katerimkoli sistemom cvetnih esenc, samo pač še vedno se naučite, kaj posamezna esenca uravnava, ampak v ozadju je pa veliko več. In to je tudi moj namen, da konec meseca. Tečaj cvetnih esenc za vse, ki želite bolj podrobno, pa ne bom rekla bolj podrobno, lahko je na kateremkoli nivoju boste pač pripravljeni, boste dobili informacije, ker vem, da delam na tak način, da ko te stvari povem, dobite tisto, kar ste pripravljeni v tistem trenutku sprejeti. Tako da tudi kdo, ki že dela z esencami dolg časa, jaz ne da verjamem, ampak vem, da bo zvedel marsikaj novega, zato ker o kvantni fiziki in temu elektromagnetnem delovanju esenc in tako ne govori veliko ljudi. Poleg tega jaz imam pač malo drugačen pristop k esencam, kot so te tradicionalni, tako da je zelo lahko dobiti še nek dodaten vpogled. Hvala vsem, ki ste zdržali z mano tale live, ki ste si vzeli čas, ki vam te nedeljski večeri zdaj mogoče odprejo nova obzorja in se vidimo naslednjo nedeljo spet ob 8 zvečer na mojem Facebook programu. Tako da, lepo se imejte, čau, čau.